Zaradi tega, ker je danes odziv Evropske komisije sovpada ta datuma, prav pa je, da tudi povemo svoje stališče oziroma pogled. Jaz moram reči, da smo ni veliko časa, vendar pri pregledu teh priporočil Evropske komisije mirno lahko rečemo, da ni po tem priporočilu v Sloveniji kakšnega posebnega razloga za neko veliko veselje oziroma za to, da bi na osnovi tega poročila si lahko vdahnili, ampak pred nas postavlja zahtevno nalogo, da se v Sloveniji začne z ukrepanjem. Čas, ki smo si ga vzeli, ki si ga jemljemo v zadnjem letu, v letu dveh, počasi izteka. Tudi roki, ki so navedeni v samih priporočilih, so zelo eksaktni. Zato je v Sloveniji čas, da najprej začnemo mašiti te luknje, iz katerih izteka iz našega vrča, preden bomo se zopet odločili, da na novo začnemo tankati z davki v ta vrč. Mislim, da so tudi opozorila v to smer. Ključno, kar je in smatramo kot enega teh zadnjih opominov tudi na področju korporativnega upravljanja, mislim, da se je več kot očitno pokazalo, da je to, kar je rak rana v Sloveniji že vrsto let in je vlada v lanskem letu poskušala tudi narediti določeno spremembo, pripravila vso potrebno zakonodajo za združitev teh lastniških deležev, prenos lastništva, potem pa tudi enotno upravljanje preko Slovenskega državnega holdinga, pod katero potrjuje sedaj tudi to priporočilo. In resnično pričakujemo od vlade gospe Alenke Bratušek, da se ne ukvarja več z spremembami teh zakonov, ampak da se začne čim prej postavitev dokončna in operativnost holdinga in da se začne z tem državnim premoženjem upravljati tako, kako je to zapisano v tem priporočilu. Naslednje zelo pomembno področje je področje bančništva, kjer je zopet jasno pokazano, da najprej to, kar na nek način opažamo vsi skupaj, da si moramo na tej točki naliti čistega vina, kar pomeni podrobno pregledati te sporne naložbe, tudi to, da se tu v teh priporočilih kaže ponudba po pomoči strani Komisije Evropske centralne banke, kaže na resnost tega problema. Mislim, da to treba sprejeti, treba to narediti, predvsem pa čim prej slabo banko spostaviti in ne to delati del po delu, ampak vse te naložbe, katere sodijo v okvir slabe banke, prenesti in s tem rešiti tudi te probleme, ki so tudi notri zelo jasno napisani, da slovensko gospodarstvo plačuje 2% dražje obresti, da podobno tudi država, tudi zaradi neodločanja, se je v zadnjem letu zadolževala po našem prepričanju vsaj za 1,5% do 2% dražje, kot bi bilo potrebno, in da bomo to ceno, glede na to, da smo 4 milijarde evrov najeli, tudi drugo plačevali. Zelo jasno so opozorila okoli pravne države. To so zopet stvari, katere smo tudi v zadnjem času videli in so se nazorno pokazale, da zadeve niso urejene, in mislim, da je v tem delu potrebno tudi nadaljevati s temi ukrepi. Stvari, ki govorijo o teh strukturnih presežkih, primanjkljajih in pa napakah, govorijo o tem, da bo potrebno v slovenskem prostoru resnično pogledati vse te podsisteme in enega po drugim, kot sem že prej dejal, s to prispodobo mošenje lukenj tudi vzpostaviti red in na teh področjih se tudi od tega, da vse ohranimo, kar smo v 20 letih postavili, udaliti in nekatere stvari spremeniti na bolje. Ključno pri vsem tem pa zagotovo, da skupaj v Državnem zboru sedaj in pa tvorno sodelujemo in te stvari, ki so tudi na koncu okvirjene v fiskalno pravilo, dejanimo in da jih potem tudi skozi ukrepe izvedemo. Slovenska ljudska stranka bo v teh stvarih, tako kot je v zadnjih tednih in pa mesecu pri sprejemu fiskalnega pravila sodelovala konstruktivno, koliko bo potrebno tudi opravila še kakšno mediatorsko vlogo, da se slovenska politika resnično začne odločati in sprejemati ukrepe, kajti časa, kot smo slišali, enostavno ni več in so termini zelo jasni določeni, se pravi, čas se izteka, treba zvihniti rokave in pa pričeti z ukrepi, katere smo tako v reformni program, kako tudi program stabilnosti zapisali. Toliko mogoče v tem delu.